Naredili smo intervju z gospodom Jeboahom. Tu v Sloveniji si je ustvaril dom ter družino, prišel pa je iz Gane. Zanima nas, zakaj ste se odločili, da pridete v Slovenijo? Pravzaprav, ja nisem se odločil, da pridem v Slovenijo tako. Samo sem se odločil, da grem študirati zunaj države. In štipenditor, to je država, je se odločil, da grem v Jugoslavijo. In takrat sem prišel v Jugoslavijo. V Jugoslaviji, potem jugoslovanski šolski veljaki so mene usmerili v Ljubljano, ki je glavno mesto Slovenije. Tako sem študiral v Ljubljani. In kako ste se znašli v tujem okolju? Jaz osebno mislim, da kaj dobro. Določene mehanizme sem uporabil, da nisem občutil preveč neprijetnosti, sovražno obnašanje ljudi do nas, ko smo mi prišli tiste čase, dan danes je čisto nekaj drugega. Ampak takrat jaz sem iskal vzroke, zakaj je tako, pa sem ugotovil, mimogrede, moram povedati, da nas je bilo, moja grupa, skupina, ki smo pred nas je bilo 10, 5 nas so poslali v Ljubljano, mislim, da 5 so šli v Novi Sad, ker oni so hoteli študirati medicino, vse 5, mi pa jaz metalurgijo, en elektro, 2 strojništvo, pa en agronom, vsi od teh 5 sem edin, ki je ostal. 2 sta šla na zapadu, mislim, da Nemčijo pa Švico, tista 2 pa domov, direkcija so prosili, da grejo domov, da ne morejo živeti v takom okolju. Ja, pa sem ostal in sem študiral. Zakaj? Sem tako si zamislil, to je glavno mesto in vsi, ki so različne ljudi, ker v Gani tudi imamo 8 etničnih skupin. V Akri, ko je glavno mesto, vsi pridejo in se boksajo, se borijo za obstoj pod sonce. Tako kot Dolenci in tako dalje pridejo v Ljubljano in delajo tam, potem grejo in tako dalje. In vedno je neke trenje, in sem si mislil, ja, mogoče potem, ko si ti prideš na vzkriž, ti si na očeh takoj tuje, znan, ker Jugoslavija je, ko Jugoslavija ima Hrvati, Bosanci, Srbi pa tak, pa pridejo v Ljubljano in imajo funkcijo, pa recimo lahko se obnašajo na blesov način, ki iritirajo domačine in potem oni smatrajo jih kot tujci, potem ti si v vse kategorijah, tako se smatra. In tako da sem jaz požvižgal na te opaske pa take, študiral, pa sem imel srečo, da tudi moja fakulteta je taka, ima tako fakulteta za montanistiko, ima tako tradicijo, da so kolegijalni
zaradi težavnosti stroke, ne, je kolegijalnost med člani stana v tem stanu. In zato sem lažje tudi živel, ne, ker sem imel prijatelje, ki so me branili tu. Tako da oni, ki so študirali medicino, ki so prišli študirati medicino, pa tisto, ne, pa mislim, strojništvo, pa ti niso imeli tako priliko, ne, pa tudi njihov značaj, tudi mislim, da ni bilo primer, ne, ker če greš v Rim, mora se obnaša kot Rimljani, in so trpeli, in zato so šli. In kako je bilo z jezikom? Kje ste se naučili slovenščine? Tu, v Ljubljani, najprej so nas dali za dva meseca tečaj, potem pa so pisali nas, zato ker tisti, ki so že prej prišli, oni so imeli časa za leto dni in so hitro asimilirali, nekateri v 6, 7, 8 meseci so kar znali nekaj platiti, pa so začeli neumno si delati po državi, in zato so potem, da bi omejili to, so rekli 2 meseca, da smo znali tisto, kako si, pa tako in tako dalje, in so opisali nas, da ne bodo upoštevali to, pa če kdo naredi, pa gre naprej. In tako da med študijem tudi sem sproti učil slovenščino. Pa lahko primerjate družbo pri vas, pri prejšnji domovini v Gani, pa v Sloveniji? Ja, družba kot družba. Slovenska družba je zame kot celota, bi rekel, da ni tako odprta družba. Mislim, najprej rabi čas, oziroma hoče človeka na spletu okoliščin ga poznati, preden sploh ga upošteva. Moja bivša domovina pa je veliko obratno. Človek, ko pride, je človek. In dobrodošel, dokaj ne odpre usta in da pove, zakaj je prišel, in ugotovijo, da je slab človek, potem bodo pokazali rogove. Če je dober človek, bodo ga vzeli. Tukaj pa je, mi karikirano rečemo obratno. A priori ne izgleda tako kot jaz. To je en majhna razlika. Ali pa vidiš človeka, pa ga ne pozdraviš, zato ker ga ne poznaš. Kako boš ga poznal, če ga ne pozdraviš? Pa se vam zdijo Slovenci strpni do drugih narodov? Ja, to nasplošno bi rekli, da zaradi slovenske zgodovine, mislim, tako zgodovine slovenskega naroda, to je majhen narod, ima nekaj obrambni mehanizem, z nezaupljivost. In ta nezaupljivost je isto tako, ko pravi, najprej moraš človeka sprejeti, ga poznati, potem lahko ga oceniš, ampak a priori